Lepo pozdravljeni, tole je drugi del 9. predavanja iz NMR spektroskopije za biokemike in kemike. Spoznali smo se z kar velikim številom tridimenzionalnih NMR eksperimentov. Videli smo, da je bistvena prednost tridimenzionalnih, da korelacije tečejo preko vezi, se pravi niso konformacijsko odvisni. Veliko je še detajlov, kjer se nismo spuščali, eden od njih je tudi relativno občutljivost, se pravi različne prednosti ali slabosti. Zdaj vam bi pokazal skozi filmček, ki ga je pripravil naš bivši kolega Blaž, in upajmo, da bo pomagal pri razumevanju uporabe tridimenzionalnih sekvenc, saj Blažu se je takrat to zdelo. Prav, povedali smo, da osnovni eksperiment za študij proteinov je 15NHSQC. Se pravi, v tem spektru imamo protonsko in dušikovo dimenzijo in vsak NH par ima svoj korelacijski signal. Potem pa pogledamo, kako ta spekter izgleda, če ga razpršimo v tretjo dimenzijo, in ta dimenzija bo ogljikova dimenzija, C-alfa oglika predhodne aminokisline. Se pravi, eksperiment je HNCOCA. Še vedno imamo na L2 osi protone, na tej osi 15N, v globino pa ogljikove kemijske premike. In namesto teh z rdečo, se pravi, je informacija dispergirana ali pa razpršena v tretjo dimenzijo. In vidimo, da je resolucija zgledno dobra, imamo 3 korelacijske signale, tukaj so označeni z X, Y in Z, -1, ker gre za predhodno aminokislino, in gre za C-alfa kemijske premike. Če kroglo še malo zavrtimo, seveda lahko pogledamo tudi dimenzijo 15N in C13. In spet dobimo 3 korelacijske signale. Prav tretja dimenzija je seveda dimenzija protona. Spomnite se, en od osnovnih eksperimentov je bil HNCA. To pa je eksperiment, ki korelira protone in dušikove atome s C-alfa atomi lastne in predhodne aminokisline. Se pravi, tukaj bojo pa ti 3 korelacijski signali, ki smo jih videli v HSQC spektru, v ogljikovi dimenziji, imeli vsak po 2 signala. En bo ustrezal C-alfa atomu lastne, en pa predhodne aminokisline. Tako da, ko pogledamo kocko od strani, pa imamo tukaj dušikovo dimenzijo, gor pa ogljikovo, vidimo, da je signalov 6. To seveda tudi omogoča precej boljšo disperzijo signalov. To je drug pogled, se pravi, ogljikove in dušikove dimenzije, kjer je protonska dimenzija v globino. Zdaj, to je bil princip, kako stvari delujejo. Ko pa gre za malo večji protein, je pa seveda v HSQC spektru hitro nekaj 10, če ne še več, mogoče 100 takih atomov, in seveda je spekter precej natrpan, če bi tako se izrazili. In seveda potem tudi razne korelacije vzdolž ogljikove dimenzije, pogled od strani, seveda tudi pokažejo več korelacij. To so zdaj podobni pogledi. Z druge strani seveda še vedno velja, da določen tip eksperimenta, če bi to bil HNCA, imamo v oglikovi dimenziji C-alfa signale lastne in predhodne aminokisline. Zdaj seveda so crosspiki ali pa korelacijski signali še vedno označeni z X, Y in Z. Potem pa seveda s programom X, Y, Z in tako naprej, vsak korelacijski signal je v tem primeru označen s črko, lahko pogledamo, izberemo protonski kemijski premik in dano ploskavo, zapravo implicitno kemijski premik dušika, in imamo vzdolž te Y-osi ustrezen kemijski premik ogljika. In podobno lahko izberemo dušikov kemijski premik in je impliciran protonski kemijski premik. In imamo
dimenzijo C13. Potem pa seveda nam ti eksperimenti, tako kot smo v prejšnjem delu predavanja pokazali, omogočajo sprehod po zaporedju, se pravi pravno imenovani sekvenčni sprehod. S tem smo recimo povezali XYZ, to je sekvenčni sprehod, se pravi v sekvenci se sledijo Y, Z in X. In potem obstajajo še drugi eksperimenti, pokazali smo CBCA in H korelacije, se pravi tudi te pomagajo identificirati posamezne dele sprehoda, seveda, če določena aminokislina nima C-beta pretona, bo tam korelacija prekinjena. Bistveno pa je potem povezava naše sekvenčne asignacije s primernim zaporedjem. Potem pa to zares postane asignacija konkretnega dela, v tem primeru, v tej ilustraciji konkretnega dela nekega peptidnega zaporedja, ki ustreza po kemijskih premikih, če imamo C-alfa in C-beta posamezni aminokislini, njenemu senčenju in njenih ogljikovih atomov in po drugi strani tudi zaradi sekvenčnih povezav prepoznamo del našega zaporedja proteina, ki ga študiramo. No, mi zdaj nadaljujemo. Kazal bi vam še nekaj eksperimentov. En od njih, oziroma dva od njih sta HCCH, COSY in TOXY. Te dva eksperimenta sta izredno uporabna in uporabljena pri asignaciji stranskih verig. Seveda, če hočemo določiti tridimenzionalno strukturo, je orientacija stranskih verig izredno pomembna. Se pravi, predhodni ali pa prvi korak je seveda asignacija posameznih resonanc. Se pravi, COSY vemo, kaj je, HCCH, COSY pa pomeni, da je to vrste COSY eksperiment, kjer magnetizacijo kontroliramo, peljemo s protona preko sklopitve prek ene vezi na direktno vezan ogljikov atom, z tega na direktno vezan drug ogljikov atom prek ene vezi sklopitvene konstante prek ene vezi in v nadaljnjem koraku prek sklopitve preko ene vezi z ogljika na direktno vezan proton. Pravi, ime HCCH je intuitivno. Če se vseeno malo pozabavamo s poveznim zaporedjem, pravi, imamo evolucijski čas T1, potem je tole inep del, kjer se magnetizacija prenese na C13 jedro, v času T2 seveda razvijemo kemijski premik ogljika, tukaj je še en puls, ki poskrbi, da se ustvari pravilna koherenca, da se sklopitve pravilno razvijajo. Vidimo, da moramo v času razvoja kemijskega premika C-alfa recimo razklapljati karbonilne resonance, ker seveda drugače bi dobili multiplete. Potem imamo zamike, ki poskrbijo, da delta ena, da magnetizacija z enega ogljika se prenese na direktno vezan ogljik in potem, se pravi, v obratnem inert koraku magnetizacijo vrnemo na proton in detektiramo. Tukaj je eksperiment, ki je tridimenzionalen, se pravi, imamo indirektno dimenzijo T1 in T2 ter T3, ki je dejansko izmerimo tok na tuljavi, je pa dvojno resonančni. Se pravi, imamo protonsko in ogljikovo dimenzijo C13, tudi ogljikovo, samo je, se pravi, frekvenčno je puls drugače moduliran. Mogoče bi tukaj omenili, v času detekcije toka na tuljavi, v času T3, ko akvizicija teče, razklapljamo C13 resonance, ker seveda drugače bi vsak proton bil najmanj dublet. Tukaj vidite, da je Volz, to je ena od metod za heteronuklearno razklapljanje, to je akronim za Wideband Alternating Phase Low Power Technique for Zero Residual Splitting. Nekaj, kot sem že točno kursa omenil, da je NMR polno bolj ali manj duhovitih in zabavnih akronimov. Pa poglejmo, kako nam zdaj pravzaprav pomaga tak eksperiment. Se pravi, če bi imeli nek par protonov A in B,
Tako, kot da bi to kocko pogledali z vrha, imamo seveda na diagonali korelacijska signala enega in drugega protona in izven diagonale njuna cross pika, ki ustrezata sklopitveni konstanti. Zdaj pa seveda stvar malo drugačna, ker na diagonali tukaj seveda drži, pri izbranem kemijskem premiku ogljika ima proton A diagonalni signal. Če se umaknemo od diagonale, najdemo korelacijski signal. Ta korelacijski signal seveda nakazuje, da je proton A sklopljen s protonom B. V normalnem kozju bi poiskali sklopljenega partnerja na diagonali, ampak ogljikov kemijski premik tega protona je pri drugem kemijskem premiku ogljika. In na ta način seveda smo zelo bistveno poboljšali ločljivost, na nek način smo te povezave med protoni razpršili v tretjo dimenzijo. HCCH kovzi izkaže se, da je zelo uporaben pri asignaciji spinskih sistemov AMX, plus glicin, glicin ni AMX, alanin tudi ne, seveda tam, kjer imamo določene sklopitve. Tukaj je nekaj primerov teh HCCH kovzi spektrov za interleukin, to je citokin, ki ga izražajo bele krvničke, ima vlogo v imunskem sistemu. Vidite še nekaj, da resolucija v tridimenzionalnih spektrih seveda ni tako velika, kot smo recimo na začetku kursa gledali za enodimenzionalne spektre. Recimo v tretji dimenziji imamo v kocki, ki smo izmerili kemijski premik ogljika, pokriva preko 20 ppm. Se pravi, v tem območju, pri tem prerezu vidimo vse povezave med dvema protonoma, protonska in druga protonska dimenzija pri izbranem območju ogljikovih atomov. In recimo tukaj vidimo korelacije z serin. Se pravi, C beta, seveda sta keminalna protona sta sklopljena in oba dva sta sklopljena še z alfa protonom. In podobno lahko identificiramo tudi druge sklopljene partnerje. Dejstvo je, da je ta tretja dimenzija, ogljikovega dimenzija, tudi če gre za širše spektralno območje, v veliko pomoč, da lahko identificiramo spinske sisteme. Se pravi, varianta HCCH toksi je izpeljanka eksperimenta, ki smo ga ravnokar pogledali. Gre za to, da seveda magnetizacijo razmažemo v spinskem sistemu. Nekaj tega smo v začetnem delu predavanj pogledali. Zdaj, zakaj bo šlo? Če se pogledamo, tukaj imamo recimo arginin, vemo, da ima v stranski skupini 3CH2 skupine in seveda, če pri izbranem ogljikovem kemijskem premiku, recimo C-alfa, bomo našli vse 3 CH2 skupine, ki sledijo. To je bil lizin, se pravi, če. Tem podobno pa seveda tudi za vse druge aminokiseline. In to seveda vidimo, da nam disperzija, kljub temu, da imamo majhno območje kemijskih premikov v protonski dimenziji, se pravi, sorazmerno šibko ločljivost, nam seveda tak eksperiment pomaga pri ločitvi identifikacije posameznih resonanc. No, asignacija glavne verige, ki smo jo obnovili v začetku tega dela predavanja, potem asignacija stranskih verig je seveda izredno pomemben korak. Če pa želimo potem se lotiti modeliranja, smo pa videli, da ena osnovnih strukturnih omejitev je omejitev razdalje, ki izmerimo s pomočjo novih spektrov, NO efekt. Zdaj, ker je signalov veliko, seveda želimo izkoristiti te možnosti, da magnetizacijo kontroliramo, peljemo preko tudi konkretnih dušikovih ali pa ogljikovih atomov. In tukaj imamo 3D eksperimenta, NaH15CN(NO(ZH(SQC) ali pa NaH13CN(NO(ZH(SQC). Tukaj gre za to, da najprej naredimo NO(ZI) del, prav vzbudimo določene protone, v bistvu vzbudimo seveda neselektivno vse, pogledamo, kaj so dipolarno sklopljeni partnerji,
se pravi, imamo eno efekt, potem pa poskrbimo, da samo tisti atomi, ki so vezani na dušikov atom, seveda preživijo ta del našega fúznega zaporedja in jih potem seveda tudi detektiramo. Analogen eksperiment je eksperiment, ko gre ta vizitiranje preko C-alfa, se pravi samo H-alfa, ki ima direktno sklopljenega ogljikov atom, bo dal resonanco. No, zanimivo je morda takle eksperiment NH13C, tridimenzionalni nov zihajsko C, ponavadi izvedemo v deuterirani vodi, se pravi to pomeni, da je ta amidni proton izmenjan in da se pravzaprav ni treba posebej ukvarjati s supresijo vode, ki seveda dominira spekter. No, en od eksperimentov, ki je tudi uporaben, je tridimenzionalni NH15 ali NH13C Rosie C. Rosie smo omenjali med predavanjem. To je eksperiment, ki poleg dipol-dipol korelacij da tudi korelacije zaradi kemijske izmenjave. Vidimo, da seveda fúzno zaporedje začnemo z vzbujanjem protona, sledi spin lock, se pravi magnetizacijo zaklenjamo, prenesemo na heterojedro, v tem primeru 15N, razvijamo njegov kemijski premik, potem pa po obratnem HMQC koraku obrnemo in detektiramo. Se pravi, tudi ta eksperiment je tridimenzionalen, T1, T2, T3 so časi, ko ali razbijemo ali pa dejansko zaznamo tok na daljavi, drugi strani pa dvoresonančni. Zdaj, kje nam takle eksperiment pride v pomoč? Vidimo recimo kontakte tukaj tirozina, amidnega protona z lastnim, se pravi H-alfa protonom, ali pa kontakt tukaj leucina s protoni vezane vode. Še vedno seveda vemo, da strukturo proteinov definirajo tudi vodne molekule in seveda včasih so pomembne tudi za funkcijo. In potem je identifikacija teh, v NMR-ju rečemo, dolgoživih vodnih molekul pomembna. Se pravi, velikokrat so vodikove vezi tudi medijirane, se pravi posredovane z vezano vodo. Zanimivo je seveda tukaj, da če bi delali enodimenzionalni, eksperiment, kjer ne bi imeli dvodimenzionalni eksperiment, kjer ne bi imeli te tretje dimenzije s kemijskim premikom dušika, seveda vodni signal tukaj močno dominiral. Ampak seveda voda sama nima dušika in torej nam pomaga pri povečanju ne samo občutljivosti, ampak tudi detekcije posameznih signalov. Se pravi, varianta 3D NH13C Rosie HMQC eksperimenta, namenjena stereospecifični asignaciji metilenskih skupin, se pravi beta protonov. Vidimo, da je tudi to tridimenzionalni eksperiment. Spin lock, ki ga seveda poznamo, v bistvu ponazarja, kako je dejansko NMR modularen. Tale del je Rosie, del, ki smo ga spoznali, tale del je pa HMQC, ko smo ga spoznali. Seveda tudi to več ali manj združimo dva dela. Gre za to, da nam pomaga pri asignaciji vzdolž stranske verige, pri izbranem kemijskem premiku dobimo, se pravi, partnerje ali pa protone, ki so dipolarno sklopljeni z določenim spinom. Zdaj, zanimivo je, ko gremo ta razmislek povečanja resolucije spektra, se pravi, bomo skombinirali v tridimenzionalni eksperiment protonsko in dušikovo korelacijo, tako da bomo med nozi prej in kasneje vključili HMQC korak. Prav tako bo magnetizacija prenešena na dušik, se bo kemijski premik razvil, potem bomo prenesli nazaj na proton, bomo uporabili mešalni čas, tukaj imamo magnetizacijo na protonu, vzdolž osi C, seveda ko teče
dipol-dipol interakcijo na točno tak način, kot smo se pogovarjali v času nekaj predavanj nazaj. Potem pa še enkrat prevedemo na dušik. Tukaj se mora tako kemijski premik donorja, če tako rečemo, in tistega, ki čuti to dipol-dipol interakcijo ujemati. In pa potem prenesemo magnetizacijo nazaj na proton za detekcijo. To, da je eksperiment bolj občutljiv. Te vrste eksperimenti ponujajo dobro ločljivost, kot sem že omenil, tudi karbodulin je protein reda 20 kilodaltonov in seveda takle vrste eksperiment nam omogoča, da v območjih spektra, ki so zelo natrpani signali, s korelacijskimi signali dobimo vpogled v detajle, ki jih drugače ne bi opazili. Seveda, če smo imeli take vrste eksperiment, lahko zasnujemo tudi štiridimenzionalne eksperimente, kjer bomo editirali magnetizacijo na ta način, da bomo magnetizacijo s protona prenesli na ogljik, nazaj na proton. To je proton, ki je vezan na konkreten ogljikov atom z danim kemijskim premikom. Bomo dobili zgradno build-up, po angleško NOI efekta. Potem bomo pogledali, kaj so ti partnerji, ki so dipolarno sklopljeni, se pravi, so dovolj blizu. In potem bomo samo tiste, ki so vezani na konkreten dušikov atom z danim dušikovim kemijskim premikom, detektirali kot protone. Zanimivo vam bo verjetno, da je ta štiridimenzionalni eksperiment sorazmerno enostaven. Pravi, imamo prenos na ogljik, razvijemo kemijski premik ogljika, prenos nazaj na proton, šalni čas, enozni del eksperimenta, prenos na dušik, T3, se pravi razvoj kemijskega premika dušika in detekcija v CAŠ od T4. Prav, zbudimo proton, detektiramo proton, to je, kot smo se pogovarjali, to konkurza inverzni tip eksperimenta. No, tole je eksperiment razložen še malo bolj podrobno. Zanimivo je, da je tak eksperiment sorazmerno občutljiv, izgleda dolg, se pravi dolg kot spojenje do detekcije, ampak kljub vsemu daje dobre rezultate in dobro občutljivost. Zdaj pogledamo interleukin, to je za štiridimenzionalni eksperiment. Se spomnite, ob koncu prvega predavanja, ko smo gledali, koliko ponovitev, kolikokrat moramo eksperiment ponoviti, da dobimo ustrezno razmerje signal-šum. Tukaj zdaj pomislite, da moramo to narediti krat 3 dimenzijah, se pravi ne krat 3, ampak krat recimo 16, krat 64, krat 16. Tukaj dol to piše, se pravi, točke v F4 dimenziji smo zmanjšali na pol kilotočk. In taki eksperimenti potem seveda dajo te možnosti, da pogledamo ploskve, se pravi, zdaj ne gledamo samo pri izbranem kemijskem premiku, ampak moramo, ker je za štiridimenzionalen, se pravi signal sam ali korelacijski signal je pravzaprav 5. dimenzija, gledamo ploskve v 3D oziroma 4D spektru, če gledamo v 4D, seveda moramo izbrati 2 parametra, ne? Frekvenco vzdolž 4. dimenzije, pa frekvenco vzdolž 2. dimenzije. In potem imamo take korelacije. Hitro je jasno, da je ločljivost štiridimenzionalnega spektra, če gledamo seveda isto območje, je precej boljša. Če pogledamo samo tole območje med 0,8 in 1,2, tukaj noter je 57 resonanc, ki jih seveda tudi približno ne moramo našteti, ko pa eksperiment izvedemo kot 4D, da se te stvari pokažejo in jih seveda drugače ne bi mogli znati. No, če še malo ostanemo pri tem razgrabljanju in kako zdaj pravzaprav izgleda, ko analiziramo te 4D eksperimente, ko v bistvu kocko smo približno razumeli, ne? Imamo 3 kemijske premike in neka korelacija je tisti signal, ne? Zdaj pa v bistvu imamo
kocke kock na nek način, ne. Se pravi, pri 3D smo izbrali dan kemijski premik in pogledali povezavo na tej ploskvi in to so bili Nowsi spektri, ne. Zdaj, ko pa imamo 4D, pa stvari še malo bolj kompleksne, ne. Če pogledamo korelacijo tehle protonov, recimo CH2 skupine, ki je označena z I, pa metilne skupine, ki je označena s K, predpostavimo, da so dovolj blizu, da pričakujemo enovi efekt in v tem štiridimenzionalnem spektru izberemo, da bomo imeli F2, ki bo enak CI. In dobimo takle podspektra, ne. Se pravi, imamo CI seveda na diagonali sta oba I in I črtica, oba dva pa seveda imata korelacije s N in P, ampak tukaj seveda tudi s K protonom. Seveda pa K proton je vezan na ogljik CK, ki pa ima drugačen kemijski premik. Se pravi, če gremo v ploskve, moramo potem izbrati tako kemijski premik enega in drugega ogljika in seveda na diagonali dobimo CH2 skupino, izven diagonale dobimo korelacijske signale. Recimo, ko izberemo obe ploskvi vezane CK, dobimo diagonalni signal za proton oziroma za ogljik, ki ustreza tej metilni skupini. Zdaj seveda najboljše je to pogledati, kaj zdaj ta prispevek, pa vse ta telovadba, če tako se izrazim, pomeni. Tole je dvodimenzionalen spekter, del spektra med 1 in 2 ppm. Vidimo, da drugega, kot da je dejansko ogromno korelacij, ne vidimo. In tukaj je na silo označen kemijski premik. In šele ko uporabimo takle 4D 13C13C datiran Nowsi, pa potem lahko identificiramo in govorimo, tole je pa pri teh kemijskih premikih ogljikov intrarezidualen kontakt med H-gamma in H-beta v lizinu 77. Lastnost štiridimenzionalnih spektrov je, ker je disperzija sorazmerno dobra, da jih lahko večkrat preložimo, to pa pol prispeva k temu, da imamo različne predznake signalov, zato tukaj plus VE pa minus VE, odvisno od tega, kolikokrat smo to območje preložili, da smo dobili korelacijski signal. Omenil bi še, da imamo tudi 4D eksperimente, ki pomagajo pri eksignaciji. Čisto zares so se te stvari malo ustavile, ampak nekaj let nazaj je že silni razvoj tudi do 10-dimenzionalnih eksperimentov. Ideja je seveda ta, ali vprašanje je seveda, ali magnetizacija preživi vse te zamike, ko razvijamo posamezne kemijske premike. Seveda spoznali smo eksperimente, kjer damo določeno skupino ali pa določen atom v oklepaj, to pomeni, da je magnetizacija bila tja samo prenešena, ni pa bila razvita, ne. Se pravi, če bi uporabil za asignacijo štiridimenzionalne HCA NNH in HCA v oklepaju CONNH, bi seveda v takem spektru ob izredno veliki ločljivosti, resoluciji, žargonu NMR-ista lahko identificirali povezave vzdolž glavne verige in seveda eden daje povezave na predhodno, drug pa na obe in to je osnova neke sekvenčne signacije. Tudi tukaj imamo primere takih spektrov, se pravi štiridimenzionalni spektrum pri izbranem kemijskem premiku dušika in protona. V tem HCA NNH najdemo dve korelaciji, se pravi intrarezidualno za asparagin 25 in interrezidualno za glutamin 24. V HCA v oklepaju CONH pa seveda samo sekvenčni korak, samo predhodni korak. Pri seveda istem dušikovem in protonskem kemijskem premiku, se pravi sorodna ploska v teh spektrih. In to so seveda na nek način zahtevni eksperimenti, ampak takrat, ko
gre za veliko prekrivanih parabol. No, tako smo pravzaprav končali tudi to predavanje. Vrnil bi se pravzaprav na enega prvih, če ne prav prvi slajd prvega predavanja, se pravi, prešli smo pot od vzorca do resorančne asignacije, do kolekcije ali pa na zbiranje strukturnih omejitev in seveda to omogoča izračun razdalje. Gre za to, da smo identificirali recimo medatomske razdalje in to so tiste, ki pripeljejo do tridimenzionalnega modela molekule, ki nas zanima, še več do interakcije med molekulami. Potem so vse sorte vprašanja, recimo tukaj je primer zvijanja proteina in vse sorte različnih dinamičnih eksperimentov. Poudaril pa bi še, da NMR je metoda, ki omogoča tudi, da določenem delu molekule določimo hitrost gibanja molekularne dinamike. To je en pomembnih fenomenov in pa eksperimentov, ki jih NMR omogoča. Hvala lepa za pozornost.